Rak prostate nima nekega jasnega povzročitelja, nanj vpliva več dejavnikov tveganja, od katerih je eden izmed pomembnejših tudi genetska obremenitev. Ponavadi se pojavi po 45. letu pri ogroženih skupinah in vsak 8. moški bo imel v življenju diagnosticiranega raka prostate. Na srečo pa, če se ga dovolj zgodaj odkrije, je 5-letno preživetje 100-odstotno. Večina bolnikov v resnici nima raka, ima povišan PSA zaradi nekih drugih vzrokov. In zaradi tega je nastala potreba po nekih novih markerjih, ki bi bili glede tega nekoliko bolj natančni. In kot rešitev na to je test, ki ga danes predstavljamo, test Stockholm 3. Gre za krvni test, se pravi, kri se vzame tako kot pri PSA, je test, ki je enostaven za interpretacijo, vendar pa za razliko od PSA združuje v svoji celoti koncentracijo določenih beljakovin v krvi, genetski material in tudi klinične podatke. Vse skupaj pa združuje v algoritem, ki nam na koncu poda verjetnost za prisotnost raka na prostati.